govorili o enem izrazu in samo o enem. In to je sočutje, compassion v angleščini. Govorili bomo, kaj je sočutje, zakaj je tako zelo pomembno za ljudi. In čisto na koncu, če bo še čas, bomo spregovorili o enem izrazu, enem povezavi, ki se vse bolj uveljavlja v svetu, ne samo v šolah, ampak tudi sicer v ustanovah, v institucijah. In to so compassionate institutions, se pravi ustanove oziroma inštitucije, ki gradijo sistematično na širjenju sočutja med ljudmi, ki so zaposleni, med delavci, med takimi učenci, pač med tistimi, ki živijo in delajo v takih inštitucijah. Se pravi, vse skupaj ima en skupni imenovalec, beseda sočutje je ena najbolj pomembnih besed za blagostanje čisto vsakega človeka. In vsak človek si želi blagostanje. Tudi če bi kdo rekel, da se ga ne želi, mu ne verjamemo. Zato bom vmes tudi pokazal, kako izjemno pomembno vlogo pri razvijanju zmožnosti, človeške zmožnosti za sočutje ima evolucija. Zakaj je človeštvo razvilo zmožnosti za take medsebojne odnose, ki jih zaznamuje beseda sočutje. Torej, o tem danes govorimo, na začetku pa tole bomo malo preskočili, tako kot vedno ena raziskava. Ena raziskava, ki je bila objavljena pred nekaj dnevi, tukaj vidite zvoj datum, 16. januar, to je pred nekaj dnevi, oziroma to je natančno včeraj. Ja, to je bil tvoj včeraj, ne pred ja, nekaj dnevi. Ne pred nekaj dnevi, ampak včeraj. Ono biti natančno. Okay. Raziskava, dolgotrajna raziskava, ki je zajela večje število ljudi, in sicer je nastala zato, ker je znanstvenike zanimalo, ali obstaja kakšna tesna povezava med duševnimi stanji, ki jih zaznamuje beseda tesnoba oziroma anksioznost, in demenco oziroma Alzheimerjem. Seveda znanstveniki niso kar na pamet prišli do vprašanja, ali je to dvoje kaj povezano, ampak so imeli vrsto tehnih razlogov, da so si zastavili to vprašanje. Torej, vprašanje je bilo, ali je to med seboj povezano. Torej, tesnobna stanja, anksioznost, stres, zlasti, če to traja dolgo časa, in razvojem demence oziroma Alzheimerjeve bolezni. Zakaj je to vprašanje za nas pomembno, boste videli v nadaljevanju. Ker je nasprotje od tega, to pravi tesnobnih stanj, anksioznosti, napetosti, vznemirjanja, razdržljivosti, je blagostanje. Je blagostanje, za katerega smo že večkrat rekli, da je nekaj, česar si vsak človek želi po definiciji, živeti v blagostanju. In videli bomo, da je beseda, s katero se danes ukvarjamo, to je sočutje, ena ključnih, najpomembnejših besed, ko govorimo o blagostanju, oziroma ko poskušamo doseči taka stanja. Blagostanje je torej na drugem koncu, je nasprotje od tega, kar zanima raziskovalce v tej raziskavi. Nasprotje od tega je, kot še enkrat lahko ponovim, stres, razdržljivost, tesnoba in tako dalje. In gremo počasi, torej ta raziskava je potrdila, da mi smo o tem že sicer govorili večkrat, da so take duševne bolezni kot demenca oziroma kot Alzheimer, da se vse skupaj začne
dosti prej, preden pri ljudeh ta bolezen tudi izbruhne. Leta in leta in leta prej se nekaj dogaja v naših možganih. In na tej sliki, to smo že enkrat videli, še enkrat vidimo, kaj se dogaja v naših možganih. Čisto preprosto rečeno, v naših možganih obstaja, oziroma živi, deluje ogromno celic, ki jih imenujejo nevroni, in zaradi ne še čisto jasnih razlogov se v možganih začnejo pojavljati plaki, to je tisto, vidite na desni strani, med posameznimi nevroni, to se imenuje plaki, to so beljakovine. To so beljakovine, ki niso take, kot bi morale biti. In takih beljakovin ne želimo imeti v svojih možganih. Ni dobro, da jih imamo, kajti, če se jih preveč nakopiči, čez leta lahko sledi bolezen, ki se imenuje Alzheimer. Čez leta, ne še takoj. Torej jih ne želimo imeti. Te beljakovine so sestavljene iz posameznih aminokislin in obstaja poseben izraz za kratke, velike aminokislin, ki se kopičijo in kopičijo in kopičijo in kopičijo v možganih in, kot rečeno, tam jih ne želimo imeti. Zdaj, ta raziskava, o kateri govorimo, to smo že vedeli, ampak ta raziskava, o kateri zdaj govorimo, pa je pokazala, da obstajajo še bolj, torej, očem opazni simptomi, preden se razvije Alzheimer. Se pravi, teh plakov v možganih ne vidite, ne morate jih videti. Obstajajo pa zunanji znaki v obliki anksioznosti, oziroma tesnobnih stanj. Ta raziskava je potrdila, da so dolgotrajna tesnobna stanja zelo povezana z kopičenjem teh beljakovin, ki ste jih ravnokar videli. Ker pa je s kopičenjem teh beljakovin povezana tudi demenca, oziroma Alzheimer, je sklep na dlani. Kopičenje takih beljakovin spremljajo tesnobna stanja, anksioznost. Anksioznost v vsakdanjem življenju pomeni napetost, razdražljivost, živčnost, po domače se temu tako reče. Kar pomeni, da lahko po teh zunanjih znakih, če traja dalj časa, že domnevamo, in znanstveniki to potrjujejo, da so to lahko zgodni, zelo zgodni znaki bolezni, ki bo nastala šele mnogo kasneje. In to je Alzheimer. Kako da to vplivamo, da tega ni? Ne, kako pač veš, da imaš to bolezen. Aha, kako veš, da imaš? Ja. Alzheimerja? Ja. Aha. Kako to ugotoviš? Ugotoviš tako, naprimer, pogosto se to kaže, ko je človek starejši, da se pojavljajo vse pogosteje težave s spominom. Ker se ti plaki najprej nalagajo v strukturah v možgani, ki so imeli hipokampus, ki je odgovoren za delovanje spomina. Se pravi, prvi znaki take bolezni so izguba zlasti kratkoročnega, kot se reče, spomina. Človek se pogosteje opaža, da si ne more zapomniti podatkov, dejstev, imen in tako naprej. Ampak tega mora biti seveda malo več, kot pa, da se človek enkrat na leto ničesar ne spomni. To še ni znano za demenco. Jana, tudi vpliva na to, padovne dejavnike. O tem smo že kar veliko govorili, ja? Do določene mere hrana vpliva na to. Ja? Vpliva. Zlasti se je taka hrana, ki je ne želimo imeti v svojem telesu, oziroma naše telo zavrača. No, ampak torej zdaj govorimo o tej povezavi. Tesnobna stanja, anksioznost, stres, plaki v možganih in kasneje, mnogo let kasneje, možnost za razvoj
demencije. Anksiozna stanja, tesnobna stanja, človek pogosto doživlja, prosim. Kako pa zdravnik to ugotovi? Najprej to ugotovijo psihologi oziroma psihiatri s posebnimi testi. S testi mi testiramo človeka, obstajajo že naprej narejeni testi in če ima na tistih testih človek nizek dosežek, sklepamo, da je nekaj bolj. A mi izvajamo te teste? Prosim? Vi izvajate te teste? Ja. Tle ne, zato ker tukaj še nihče ni toliko star, da bi imel demenco oziroma Alzheimerja. Ja, koliko nas biti pa star? Alzheimer je bolezen, ki se zelo redko pojavi pri ljudeh, ki so mlajši od 60 let. Se lahko tudi dogaja, ampak praviloma je to bolezen, ki se pojavi kasneje. Se 40 let bomo dati. Tako da vi nimate nobenih težav z enkrat s tem. Verjetno je tudi odvisno od predispozicije, če imaš, ne vem, v družini pol genetike, da pol večja možnost, da... Pri tem imajo določeno vlogo, ja, tudi genske sekvence oziroma dejstvo, da je morda že kdo v preteklosti od sorodnikov imel, recimo, tako bolezen. No, ampak gremo nazaj, torej držimo se te povezave, anksioznost, tesnobna stanja, spremembe v možganih, ki so povezane tudi z hrano, ampak danes govorimo še o nečem drugem, danes ne bomo govorili o hrani. Simptomi, torej ta anksioznost, tesnobna stanja, o katerih govorim, so pri ljudeh povezana z še nekaj drugimi simptomi, ki jih lahko prepoznamo, lahko so med seboj povezani. Dolgotrajna anksioznost, dolgotrajna tesnobna stanja so lahko povezane z simptomi depresije. Meni velikokrat sprašujejo ljudje, kaj depresija je, kako jo prepoznamo in tako dalje, zato zdaj na kratko seveda odgovarjam, kaj so simptomi depresije. Vse so še drugi, ampak tile, ki boste zdaj videli, so pomembni. Torej, o depresivnih stanjih govorimo, ko je človek dlje časa, to ne pomeni en dan, pa en teden. Če človeku umre mati ali oče in je pol leta žalosten, to ne pomeni, da je depresiven, da se razumemo. Govorimo o simptomih, kot so brezvoljnost, apatičnost. Človek dolgo časa kar nekako ne najde volje, da bi se česa lotil, stvari so mu brezvezne, nesmiselne, tudi če se česa loti, kmalu odneha, čuti, da ga nobena stvar v resnici prav ne zanima, tudi če kakšna stvar ga zanima samo kratek čas in taki simptomi se lahko stopnjujejo. Drug občutek ali pa druga vrsta znakov, ki so povezani z depresivnostjo, so tile. Zbravi, občutki, da je človek z številnimi zadevami, da z vsemi seveda, ampak številnimi zadevami svojim življenjem, da je nezadovoljen. Občutek, ki ga včasih dobite, recimo, ko se s kom družite ali pa ko se s kom pogovarjate, da je tak človek vedno znova je nezadovoljen, pa večno nezadovoljen, pa vse mu gre na živce. Samo nezadovoljstvo prepoznava oziroma čuti in ga tudi seveda širi okrog sebe. Tako da s takim človekom v glavnem ne želite imeti prav posebno veliko stikov, ker je to neprijetno biti v bližini človeka, ki je večno z nečem nezadovoljen. Torej, občutek nezadovoljstva z življenjem, življenje nima posebnega smisla, nikamor ne pelje, človek ne najde posebnega interesa, s čim bi se sploh ukvarjal, zakaj bi se ukvarjal, vse to meni sploh nič ne pomenim, vse je brez veze in tako dalje. To so zanesljivi simptomi depresije, depresivnosti. In seveda to, kar sem že povedal, že prej, anksioznost oziroma tesnobna stanja. Človeka je pomalem ves čas nečesa strah, nečesa se boji, pogosto se znoji, ponoči ne more spati, nemiranje, čuti, da ga nekaj nenehno vznemirja, pa ne ve čisto dobro kaj, nečesa se boji, ponoči se ne more zaspati, itd. To so tako v grobo, v
okvirno, kateri pomembnejši simptomi depresije. Zdaj, zakaj o tem govorimo? O tem govorimo zato, ker smo začeli z raziskavo, ki govori o tesnobnih stanjih in občutkih anksioznosti ali strahov. In mi se danes ukvarjamo z besedo sočutje. Zdaj bo počasi postajalo jasno, kakšne so povezave med tem, kar sem do zdaj povedal, tem, kar je ta raziskava pokazala, in besedo sočutje, compassion, oziroma tudi čuječnost, o kateri letos tukaj govorimo. Zdaj bo postalo jasno, zakaj je to tako zelo pomembno. Prva stvar, ki jo velja poudariti, je, da teh simptomov, ki so zdaj tukaj razosnovani, nihče ne želi imeti. To so neprijetni občutki in zlasti, če trajajo dalj časa, človeka spravljajo v občutek. Življenje postaja vse manj kvalitetno, če človek doživlja množico teh občutkov. Vse manj kvalitetno pa pomeni, da če ne najdeš kakšnega posebnega interesa, kaj bi v življenju počel, kaj bi te veselilo, kaj bi te razveseljevalo in tako dalje, se človek vedno bolj zapira vase, drugi ljudje se mu izogibajo, ker je neprijetno biti v bližini ljudi, ki imajo take simptome, človek je vedno bolj sam in ti občutki depresivnosti se še poglabljajo. Občutek je, da te noben ne mara, nihče se zate ne zmeni, sam si, večno v svoji sobi, ne veš, kaj bi počel, malo jadraš po medmrežju, po telefonih, pametnih napravah, ampak to več kot to tudi ne moraš početi, ker ti nobenega življenjskega zadovoljstva ti to ne prinese, nobene življenjske radosti. Torej, gotovo je s tem povezan množica občutkov življenjske radosti oziroma veselja. In zdaj smo že zelo blizu temu, s čemer se mi ukvarjamo. Ljudje nismo narejeni za to, da bi bili depresivni, pa da bi v našem življenju nesmiselno in da ne bi imeli nobenega resnega interesa. Ljudje smo narejeni za nekaj drugega. In zdaj vam bom pokazal eno povezavo, ki se mi zdi fantastična. Izjemno zanimiva povezava, za katero je že zdavnaj poskrbela evolucija. Mi smo izdelki evolucije, to besedo tudi jaz večkrat uporabljam, in videli boste, zakaj je pomembno gojiti to besedo sočutja ali compassion. Ja, če bi potem rekla, da je sočutje, je to, da človekom potem, da se počutimo tako, kot se on počuti, ne? Gotovo, ja, v slovenščini je to že kar razvidno, ker je sočutje. Podobno čutiš, kot čutijo drugi ljudje. Skupaj z njimi čutiš, ja, to je res, to drži. No, zdaj pa pogledajmo to povezavo, ki sem jo zdaj omenil. To bomo preskočili, zdaj ne bo zanimali, to smo že komentirali. Evo, to bomo tudi preskočili. Ampak tole tega pa ne bomo preskočili. Zlasti ne tistega desnega spodaj, tistega, kar je z modrim na desnem, ne pa sočutje. Občutki sočutja. Zdaj gremo počas. Ljudje smo bitja, to smo že tudi večkrat ugotovili, ki potrebujemo drugega. Ne obstaja človek na tem svetu, ki ne bi potreboval drugih ljudi. Tudi enega. To je v naši naravi. Potrebujemo drugega, zato je, kot je pravilno zdaj ugotovila Maša, sočutje, to da čutimo skupaj z drugimi ljudmi. Tako zelo pomembno. Kaj ti očitno je, že čisto na začetku, da nas sočutje povezuje in ljudje želimo biti med seboj povezani. Nihče ne želi živeti sam na svojem planetu. To bi bilo obupno nemogoče živeti. Ali pa večno sam v svoji sobi, ali pa v svoji stolpnici, ali pa kaj podobnega. Torej, potrebujemo te povezave, ki jih močno podpira zmožnost človeškega bitja za sočutje. Zdaj bomo pogledali, odkot ta zmožnost sočutje. Kaj jo je razvila in zakaj je nastala, recimo v zadnjih nekaj milijonih let in ne samo zakaj imamo ljudje zmožnost za sočutje. Številne živali, številne, imajo enako zmožnost sočutja. Številne živali doživljajo
čustva in zlasti občutke, o katerih bomo zdaj spregovorili. Govorimo o sočutju, govorimo najprej o občutkih, o nekaterih zelo pomembnih občutkih. In bomo čisto počakali. A je predhodnica sočutja sodelovanje, sodelovalnost? To je nujno predhodnica. Ja, in zdaj bomo videli, kako zelo pomembna je in dali bomo, gledali si bomo en primer, ki je morda najboljši, najbolj univerzalen in prepoznali ga boste in strinjali se boste z mano, da se skladno s tem principom obnašajo številne živali. Kar je seveda lahko zelo pomembno zlasti, ko kdaj kakšen človek reče, da živali lahko pobijamo ali pa govorimo za to, da jih na koncu jemo ali pa kje prinežemo. Torej, da bo se zdaj to počasno pogledati. Če si predstavljate, če imate pred očmi otroka, ki se je ravno kar rodil, dojenčka, in če imate pred očmi njegove starše, zlasti mamo, ki ga je rodila, potem boste z lahkoto sledili temu, o čemer bom govoril v nadaljevanju. Čim imate pred seboj to podobo? Mamo z otrokom, ki se je rodil, glihka, pred 1 minuto je prišel iz njenega telesa. Okay? Kaj bo ta mama zagotovo naredila, razen če so jo, ne vem, marsovci v tem trenutku začarali? Ker je najbolj niso, kaj bo ta mama zagotovo naredila? Jokala bo srečala, jokala sreče, no mislim, Čisto možno? Tako je. Hotela ga bo imeti pri sebi. In v sodobnih porodnišnicah otroka, takoj ko se rodi, položijo na materine prsi oziroma na njeno telo, na njen trebuh. To je zelo pomembno. Takoj. Zakaj? Zato, ker prvič, ta otrok je brez matere in brez drugih ljudi okrog njega obsojen na smrt. On ne more sam preživeti. On je popolnoma nemočen. Če bi ga pustili, ne vem, par ur, bi verjetno bil že zelo poškodovan, bolan in vprašanje, če bi bil sploh še živ. To poudarjam zaradi tega, ker je zadaj evolucija. To so občutki, o katerih zdaj govorimo, ki so spontani, ki so univerzalni. Tako rekoč nemogoče je, da takih občutkov mati ne bi imela in seveda nemogoče je, da jih otrok ne bi imel. Otrok na materinem telesu čuti celo vrsto občutkov, množico. Zlasti pa občutek topline, toplote, bližine pač materinega telesa, občutek varnosti, sprejetosti, občutek, da se mu nič hudega ne more zgoditi. Se pravi, če imate to pred sabo, ta prizor, tukaj ni nobene anksioznosti, nobenega vznemirjanja, nobene živčnosti, ničesar. Razen teh občutkov, o katerih zdaj govorim. No, dajmo prosim, ja. Jaz se lahko spomnim en tak primer, kjer mati ne hoče otroka k sebi vzeti. No, po enega. Ja, naprimer, če gre za posvojitev, tam je ena pač tam je praksa, da mati ne biti otroka, da ji ni težji pola, okay. Pa še ne vem, če bi šlo za posilstvo, ne, pa bi bil ta otrok posledica tega, ne, in pol mati posledično ne bi sploh hotela. Morda ga ne bi hotela, ampak to nič ne spremeni tega, kar sem do zdaj povedal. Ona je še vedno zmožna za vse te občutke, o katerih zdaj govorim, če ne s tem otrokom, če je to res
tako dramatično, kot ti praviš, pa s kakšnim drugim. A niti ene minimalne možnosti ni, da se to tisti mami, ki je tega otroka rodila, ne bi zgodilo, da ne bi čutila? Prvič, to sploh ni pomembno. Tudi če bi minimalna možnost obstajala, to ničesar ne spremeni. To je ravno tako, kot če bi rekli, in nekateri ljudje to, nažalost, skušajo uporabljati argument kot argument, ampak to ni argument. Ne? Če recimo nekdo reče, ali je danes na tem svetu 7,5 milijarde ljudi se zgodil kakšen umor. Prav gotovo, da se je. Ali iz tega zdaj lahko sklepamo, ljudje so zblojeni, to so totalno nore živali, sam pobijajo se? Ne. To ničesar ne spremeni, če rečemo, ljudje smo zmožni. In jaz govorim o zmožnostih. Danes govorim o zmožnostih za sočutje, o zmožnostih, da se človek obnaša do drugih ljudi prijazno, ljubeče in tako dalje. O tem danes govorimo in to je zelo pomembno. Ali se lahko kdo spremeni v Hitlerja? Prav gotovo, da se je. Ampak to ni argument proti temu. To morate paziti, ne? To ničesar ne spremeni. Se me se pominne moja dojenca, ki prvo grejo v inkubatorji. Ni nujno, dojenček gre v inkubator samo, če se je rodil bistveno prezgodaj, ali pa če ima poškodovane možgane, ali pa kaj drugega, drugače pa ne. Najboljši inkubator je mama. In dojenček naj bi bil v njenem telesu 9 mesecev. Če se kaj zaplete, gre lahko v inkubator, ampak potem bodo čim hitreje želeli, da spet gre nazaj k materi. Torej, gotovo je pomembno, da ostanemo pri teh temeljnih občutkih, za katere niso zmožni samo ljudje, ampak kot rečeno tudi živali. Nas zanima, kot bomo videli v nadaljevanju, da gojimo te občutke. A veste, vse ljudje so zmožni tudi za depresijo. Tam ne zunaj jih je, kakor hočete. Ampak ti ljudje ne želijo biti depresivni. Zato tudi imamo tale predavanje tukaj. Ljudje ne želijo delati samomor. A veste, jaz ne verjamem, da obstaja človek, ki se zjutraj ljudi pa reče, jaz je pa danes se samomor naredil, tok mi je zapasal, danes je tak lep, fajn dan, lepo pa danes samomor. Ne. V človekovi naravi je pomembnejše, tudi če kdo naredi samomor, nažalost ga seveda tudi ljudje naredijo, ampak pomembnejše je to, o čemer tukaj govorimo. Kajti, če bi znali ljudje, pa če bi zmogli ustvarjati svet, v katerem bi bilo veliko možnosti in priložnosti, da se odločajo, pravi, da bi imeli priložnosti, nekateri ljudje pač nažalost nimajo, jih imajo zelo malo. Ampak če bi imeli veliko priložnosti, da bi izbirali med, naprimer, sočutjem, razvijanjem, gojenjem sočutja in gojenjem agresivnosti, napadalnosti in tako dalje, bi ljudje izbirali to prvo, ne tega drugega. Veste, to, da so vojne na tem svetu, to ne pomeni, da so zdaj ljudje, ne vem, agresivne beštije, monstrumi, demoni, pokvarjeni do obisti zla, bitja, ki se sami pobijajo med sabo. Ne, niso. Vojne nastajajo zaradi drugih razlogov. To ne bomo zdaj, ker pa bi res nikamor ne bomo prišli, ker imamo danes tole temo do konca spelje. Mi bi to, ljudje, bi to izbrali, nezavedno, mislim, verjetno, tudi če se tega ne bi zavedal, da bi izbral to sočutje, pravičnost, skrb. Ok, pa takole obrnimo. Ali si res kdo od vas želi, da bi ga tepli, zmerjali, spravljali v stanje, kjer bi doživljal strah in tako dalje? A si to kdo od vas želi? Ne. Ne, ampak na moji šoli sem že bil žobčen, tako da vem, kako je. Sej, ampak nihče si tega ne želi. O tem zdaj govorimo. Ok?
Nasprotno pa, ja, ok. Kaj pa mazohisti? Ja, zdaj vi malo danes probate izpeljati na vse možne načine, sami ne prišli do konca. Kar je sicer tudi v redu, ampak spet, to je ena tema, o kateri kdaj drugič ne govorim. Mazohizem ne pomeni, da drugi ljudje želijo, mazohisti želijo, oni so v stiski. To je težava, iz katere izhaja njihovo vedenje. Ne pa, da si oni to želijo biti. Treba ločiti, a veste. Če je nekdo priklenjen z verigo, včeraj ste lahko videli na televiziji v Ameriki 13 otrok. Nekateri so priklenjeni z verigami. Ne mi reči, da so ti otroci želeli biti priklenjeni. Mama, a ti lahko mene za 13 let mar prikleneš z verigo, da bom... Ne! Ne smete tega mešati, kaj si človek želi, kaj je pa posledica vedenja drugih ljudi, ki privedajo do težav, problemov, duševnih motenj in tako dalje. To je treba ločiti. Ok? No, prosim. Dutan, da mi nekaj povejte. A ni bolj, če vidite, je tim v meni, je bolj, če vidite vetela, ko pa bodo prijatelji, da pa... Natanko o tem govorimo. No, pojmo naprej. Glih kar razlagamo. Glih kar to razlagamo. O tem govorimo. In da bomo to besedo vsaj mrčkano usvojili, sočutje. Najprej pomeni sposobnost, zmožnost človeškega bitja. Ne samo človeškega. Če te da gledati, kakšne dobre dokumentarce, boste videli, da imajo tudi živali to zmožnost. Ne vse, nekatere pa. Je torej sočutje povezano s človekovo sposobnostjo, da prepozna trpljenje drugih ljudi. Človek, ki, zdaj spet ne me vprašati, ali pa reči, ja, eni pa tega ne. Ja, nažalost, eni pa tega ne. Ampak to nas zdaj ne zanima, ker bi morali vzgovoriti vprašanje, ja, zakaj ne? Okay? Torej, ljudje imamo to sposobnost, da prepoznamo trpljenje drugih ljudi. Imamo sposobnost, to smo že prej rekli, so čutenja, zato, ko prepoznamo trpljenje drugih ljudi, ga skupaj z njimi čutimo, ne seveda v taki meri kot on ali oni, ampak vendarle ga čutimo. Zaradi tega, ker se nam nekaj možganih dogaja, ampak to zdaj ne bo zanimalo podrobno. Kaj? Torej, sposobnost, da ga čutimo, imamo tudi. In imamo zmožnost, oziroma sposobnost, da se na to tudi odzovemo. Zdaj se vrnemo nazaj k tej materi, ki ima dojenčka v naročju. Odštejmo zdaj vse mazohiste in sadiste in psihopate in tako dalje. To odštejemo zdaj, nas ne zanima. Namenoma, pravim, zanima nas neka običajna mama. Okay? Ona je sposobna in zmožna za vse tole. Kaj bo to pomenilo kasneje v življenju? Njun odnos, pustimo zdaj enkrat očeta, zdaj enkrat očeta pustimo posledno. Njun odnos, to hočem izluščiti, ravno kar se je dojenček rodil. Odnos med tem dojenčkom in to mamo, gledano iz tega zornega kota, o katerem danes govorimo, bo trajal do smrti. Ta odnos bo trajal do smrti. Tudi, če bo vmes prišlo do sporov in konfliktov in prepirov, da ne bi do česa še, ta odnos je neuničljiv. Ok? In to je naše izhodišče. Zaradi tega, zaradi teh sposobnosti, zaradi teh zmožnosti, bo ta mama, seveda najbrž tudi oče, zdaj smo pri mami, skrbela za tega otroka leta in leta in leta, da bo odrastel, da bo lahko sam živel. Bedela, ko bo bolan, odpeljala ga zdravniku, pa če bo treba ob 2 ponoči, ne vem kam, ga tolažila, ga hranila, ga oblačila, se z njim pogovarjala, počela bo 1000 stvari. Tako močne so vezi, ki izhajajo iz tega, o čemer danes govorimo. To je verjetno ena najmočnejših vezi.
med drugim seveda je tudi prav, da je tako, kajti, če bi bile te vezi šibkejše, ali pa mnogo šibkejše, ta dojenček ne bi imel možnosti, da preživi. Kdo bo pa skrbel za njega? A si predstavljate svet, v katerem se rodi materi, na primer, otrok in mama reče, en otrok se je rodil, blino, mene, jaz vam zdaj drugo stvari za početi. Najbrž ne, tak svet sploh ne bi mogel nastati, ker bi otroci prezgodaj umrli. Nas danes ne bi bilo tukaj, če ne bi naši predniki tisočletja in tisočletja in tisočletja skrbeli, negovali ta odnos. Nažalost, seveda se daj tudi sfiži, ampak zdaj nas zanima ta odnos. Ta odnos je ključen, ta odnos je pomemben za preživetje, za nadaljevanje vrste, če hočete. Zato ga velja negovati, zato ga velja se z njim ukvarjati. Agresivnost je destruktivna, agresivnosti ne negujemo za Bog, agresivnost skušamo zmanjšati. Egoizem, čeprav ga kapitalizem zelo spodbuja, skušamo zmanjšati, ne pa povečevati. A jaz kaj razumljivo danes govorim, vi meni tudi razumete, kaj hočem poudariti. Okay? Torej, ta odnos, ta temeljni odnos, zdaj se samo s tem odnosom ukvarjam, obstajajo še drugi. Ta odnos je gotovo eden od glavnih vzvodov za doživljanje sreče. Ja, ampak tudi ta se lahko sfiži, kako ste rekli. Zdaj, prosim vas, to smo že zdavne ugotovili, da se da bomo zdaj čisto vsakič zadikali ob te, se lahko sfiži. Aj prav, to vnaprej povem, seveda se lahko. Nima benega smisla, da zdaj vsakič rečemo, da se lahko. Vse to smo že ugotovili, da se lahko. Okay? Prav, nas zdaj ne zanima, da se zatakne. Nas zanima, da se ne zatakne. To je naš interes. Okay? Prav, to pravi, ta povezava, bomo zdaj o njej govorili, je nastavljena med temi občutki, o katerih govorimo, zmožnosti za sočutje in človekovim občutenjem sreče. Sam ni tak sam mora priti do tega. Ne, ravno to sem že na začetku poudaril, ne velja. Anja, ne velja. Velja nekaj drugega. Še enkrat poudarjam. Vse bi me kar spomnite vedno znova, če boste pozabili. Ljudje smo na začetku, v temelju, v osnovi, drug z drugim. Ne sme nas preslepiti sodobni kapitalistični svet, v katerem se poziva ljudi, vsak naj teče za svojo srečo. To je neumnost. Mi lahko živimo in preživimo samo skupaj. Še enkrat. Ne morete preživeti, če ste strogo, sami zase. Sam predstavljate si, da živite v eni stolpnici, izolirani od vseh drugih ljudi in se vam reče, ja, zdaj ti kar naredi, kar misliš, ti si zdaj svoboden in tako naprej. Do večera, da vam bo pa kruh spekel, če ga sami ne znate. Prosim. Mogoče še kakšno besedo, ali pa če še vi pojasnite razlikovanje, tesnoba, dolgočasje. Dolgočasje ni tesnoba, to jaz vedno govorim v skupini, drugače Prešeren, pa Cankar ne bi to del napisala. Dolgočasje je drugo ime za stres. Dolgočasje pomeni, da imajo zlasti človekovi možgani premalo držljajev. Premalo takih držljajev, ki bi vzbudili zanimanje pri človeku, da bi nekaj počel. To je dolgočasje. Človek je distanciran do tega, kar se kot njega dogaja in se dolgočasi. Nič me ne zanima, ne vem, kva bi počel, bom videl, počakamo do jutr, morda pa kaj pade z neba, naprimer še meteora, nekaj takega. Dolgočasje je stres. Tak človek je pod stresom. Naši možgani niso narejeni za dolgočasje, ravno nasprotno. Naši možgani so narejeni za aktivnosti, za dejavnosti, za kognitivne dejavnosti, za interese, za motivacijo in danes govorimo o sreči. To v osnovi ne drži, je čisto napačno, ko prebereš, pa pravijo znanstveniki, pa nekaj, da je v osnovi človek, ki na svetu
Sam, no, na koncu ali na začetku, kako? V enem strogem pomenu besede je seveda vsak človek sam. V enem strogem, samo v enem. Zdaj to pomeni preprosto tole. Jaz ne morem živeti tvojega življenja, ti pa ne moreš mojega. Jaz ne morem, Miha, v tvojo glavo stopiti, da bi doživljal tako kot ti. Ti pa ne moreš v mojo. V tem smislu je vsak sam, ja. Vsak se sam rodi, oziroma sam mama mu pomaga, ne. Vsak mora sam umreti, pa na nek način tudi sam živi, ker ne mora noben drug namesto njega živeti. To je pravzaprav trivialno res, ne. Ja, to ja. Ko se rekli, da potele vdaje ne moremo pejeti. Da ne moremo kaj? Da ne moremo pejeti drugega, pa to. Seveda, jaz ne morem tvojega življenja živeti. Da to, ker te da je udobno biti, da to ne moramo pejeti. Ne, razlogi, zakaj to ne moremo, so drugje, pustimo, zdaj so filozofski, so zapleteni, psihološki, to nas ne zanima. To je zelo širok pojem, ne? Ja, gremo preveč, ne moramo še, moramo. Torej, povezava, ne, z občutki sreče. Človek je zmožen za srečo. In beseda sočutje ima pri tem pomembno vlogo. Gremo naprej, še enkrat. Sočutje. Spet imejte pred sabo tega dojenčka in to mamo, kot sem vam že prej rekel. Ta dojenček, tudi če ne govori, seveda ne govori, se vemo, da ne, ima občutke, naprimer tega. Ta občutek, tak občutek, imajo tudi številne živali. Enaki občutki so to. Ne smete misliti, da smo mi zdaj kot ljudje absolutno bolj razviti od živali in da živali so pa vse tam nekje spodaj, da oni nimajo pojma ničega. Ni res. Razlike med živalmi, zlasti med primati, visoko razvitimi živalmi in ljudmi so mnogo manjše, kot se ljudem zdi. Mnogo manjše. Torej, temeljni občutek, da nekdo skrbi zame. To ne pomeni, torej, sem sam na tem svetu. Ja, v nekem smislu že. Ampak pomembnejše je, in vsak človek to potrebuje, občutek, da nekdo skrbi zame. Pri otroku je seveda to mogoče si lažje predstavljati, starši skrbijo za otroka, ampak to velja za vsakega človeka, to velja tudi za mojnega, to velja tudi za me, to velja tudi za vsakega. Ta temeljni, to je temeljni občutek. To je v samih temeljih človekove narave, v jedru človekove narave. Občutek, ki ga moram imeti. Gorje občutek človeku, ki nima takega občutka, da nekdo skrbi zase, za njega. Seveda to ne pomeni vsak dan in 24 dan in nenehno in tako dalje, ne? Ampak da je tam nekdo, ki je pripravljen in zmožen poskrbeti za njega. Ko nanese priložnost. Človek, ki nima tega občutka, da mora za vse sam poskrbeti, je že na robu depresije. Za vse, čisto vse, zmeraj sem sam, vse moram sam narediti, zase skrbeti in tako dalje. To niso prijetni občutki, s tem se da sicer živeti, lahko človek tudi tako preživi. Ampak nas danes bolj zanima občutek, da nekdo skrbi zame, prosim. Koliko vem, otejo, ko je polnoleten, ni več mama odebovojno. Formalno vzeto ne, juridično res ne, ampak mi to danes ne govorimo o tem, danes govorimo o psihologiji. O psihologiji človek, ki je star 100 let in je na smrtni postelji, potrebuje ta občutek. Zakaj to? Vsi tako ve, da bo umrli. Vsi mi vemo, da bomo umrli. Ampak pravi, to ni argument za to. To nima nobene zveze s tem. Mi vsi vemo, ampak da se razumemo, mi vemo, da bomo nekoč umrli, ampak mi želimo živeti. A bomo kar danes regali, pa bomo rekli, itak bom enkrat umrl, ok, pokopljate me. Najbrž ne? Vi želite živeti, jutr, pa pojutrašnjem, pa še dolg cajt, pa drži.
Torej, o tem govorim. Jasno, na koncu dolge proge smo vsi mrtvi. Tako ali tako. Ampak nas zdaj zanima življenje, ne smrt. Občutek, naslednji občutek, temeljni občutek človeka, ki ga človek potrebuje za, ne samo za občutke sreče, ampak tudi za občutke, da je njegovo življenje smiselno, da je fajn živeti. Ne, da je dolgočasen, tesnoben, depresiven, antidepresiv, da mi še pol kile tablet, da preživel do večera. To je obupno živeti v ta način. Občutki, ki jih potrebujemo, so, torej, da me nekdo opazi, da je nekomu mar zame. Ne, da so ljudje brezbrižni, da hodijo mimo mene kot do cestnega kamna, da me noben niti povoha, kot se včasih reče. Ne? To so temeljni občutki, ki jih vsi potrebujemo. Ja, in potrebuješ te občutke, da me torej nekdo opazi, da me prepozna, oziroma da se vsaj kdaj pa kdaj strinja z mano, da nekaj prijetnega pove in tako dalje. In temeljni občutek, ki ga potrebuje vsakdo, da nisi sam. Ali pa možno, če človek tega občutka pač ne dobi dosta, nima možnosti, ne vem, zaradi nekih dejavnikov, da ga pač... Je na dobri poti depresivni, to smo že povedali na začetku. Človek, ki ne bi teh občutkov imel, je na dobri poti k samomoru. Ne še prvi dan, pa drugi teden, tudi ne, ampak čez... A razumete, to so občutki, ki preprosto, to so tako kot temelji, ne morate hiše postaviti, če nima temelja. A lahko hiša stoji v zraku? Ne more stati. Najprej treba postaviti temelje. In to so temelji. Torej, vprašanje, ki ga sploh ne rabite na meni zastaviti, ker že znate sami odgovoriti na njega, če teh temeljev ni, kaj se zgodi, ja, hiša se podre. Oziroma, ne samo, da se podre, se je sploh zgraditi pomorne. Okay? No in zdaj, da pripeljemo zadevo do konca. Evo. To smo torej danes povzeli. Ljudje po svoji naravi potrebujemo tole. Pazite, ampak zdaj pa, ne? Vsak človek je čist evolucijsko opremljen, če ga ne priklenejo z veliko, če ga ne matrajo, pa če ga ne potisnejo v koncentracijsko taborišče. Ampak o tem zdaj ne govorimo, da nam ne zbrzo. Vsak človek je sposoben ima te sposobnosti, ki so tukaj gore napisane. Vsak človek jih ima. In ker jih ima vsak človek, se to zelo preprosto, zelo logično, ker jih ima vsak človek, eni skrbijo za druge, ti drugi skrbijo za one prve. Zdaj, mi smo bitja, ljudje smo bitja, ki smo sposobni varovati drugega, ne samo vsak sebe, negovati drugega. Tudi če nismo negovalci. Znamo skrbeti za druga človeška bitja. Karkoli že to zajema. Vsak človek je to sposoben. In to so tiste sposobnosti, ki nam omogočajo, da živimo skupaj na način, ki nam pomaga doživljati smiselnost lastnega življenja, ki nam pomaga doživljati zadovoljstvo in srečo, da se izogibamo občutkom depresije, anksioznosti, tesnobe, vseh tistih simptomov sem jih že prej naštel. In najlepše pri tem, če mene vprašate, je, da je evolucija takoj z razvijanjem teh sposobnosti skrbela tudi za razvoj možganov. Mi imamo dovolj zmogljive možgane, da vse to zmoramo. Kot sem že prej rekel, to zmorajo tudi živali. Številne živali zmorajo, ker imajo bistveno manj možganov kot ljudje. In na tem dejstvu bi se bilo treba veliko bolj zamisliti kot posebej. Številne živali znajo ljubeče skrbeti druga za drugo. Negovati, varovati, ščititi in tako dalje, in tako dalje. Ljudje toliko bolj, ker imajo toliko kompleksnejše možgane. Možgani, ki zmorajo toliko več kot možgani živali.
To dvoje se je razvijalo torej skupaj. Razvoj možganov je spremljalo razvijanje teh sposobnosti, o katerih tukaj bo šlo skupaj, zadnjih nekaj milijonov let, prosim. Kako je to bilo prej misleno skrbeti drug za drugega? Skrbeti drug za drugega pomeni tole. Če bi šli zdaj na en sprehod, na primer, in bi šli tam po cesti, potem bi pa opazili, da en otrok steče čez cesto, bliža se mu pa avto. Mi bi to videli. Podaljeni so pa od otroka, ajde recimo 2 metra. Kaj storimo? Rečemo, briga mene, ne ga povoza avto, sam da mene nov, a to rečemo? Ne. Ampak potegnemo. avtomatično, če le nismo preveč poškodovani, se v nas zgane vzgib, da bi ga rešili. Če nič drugega, vsaj zaupijemo pazi. O tem govorimo. To so avtomatični vzgibi. To so vgrajeni v našo eksistenco, v naše možgane, v naše telo. Avtomatično to naredimo. Razen, če smo preveč poškodovani. O to itak ves čas govorimo. Seveda obstaja na tem svetu tudi psihopati, ki bi rekli, a ti še malo pomagam, da te še malo porinem, da te vprej povozil. Obstaja tudi taki ljudje. Ampak ti so poškodovani. Teh te pač ne jemljamo resno. To so ljudje, ki so tako deformirani, da delajo škodo. Ne škoda, da živijo, pač živijo. Ksečih je ekstremno malo. Ljudi na tem svetu, ki so zlobni, psihopati, sociopati, sadisti in tako dalje. Teh ljudi je nekaj tisočink. To je zanemarljivo malo. Ne mislim, če vam kdaj kdo reče, da včasih recimo kdo poskuša, ker nima evidenc, nima dokazov, skuša ustvariti tisto, da psihopati kar povsod hodijo. Tam po Ljubljanih je cel kup. Psihopata v resnici je ekstremno težko najti. 1% težko. Bistveno. Pustimo detajle. Ekstremno težko. Vi v svojem življenju psihopata najverjetneje ne boste srečali. Jih je premalo. Prosim. Ki jih ljudi potem mnenejo pa je več. Katerih ljudi je vse kar povedal? Dobre. Neprimerno. Dobe jih aterobi. Maša, ko govorimo o ljudeh, govorimo o sposobnostih, da nekaj naredijo, govorimo o zmožnosti. Ljudje niso niti dobri, niti slabi. So pa zmožni, imajo zmožnosti. Ne? Človek lahko, naprimer, nekoga porine, da pade. Ali je vsak človek zmožen kaj takega narediti? Večinoma, ja. Jaz mislim, da je to veliko vprašanje. Če jaz zdaj nekomu tukaj rečem, Maša, prosim, daj Lucijo porin, da bo padla čez balkon na glavo dol, a to narediš? Ja, te tega ne bomo, ker nite me take teroveke. Velikanska večina ljudi tega ne naredi. Velikanska pa pomeni 99%. To vas ne sme zmest, ali to, da se ljudje pobijajo v vojnah, je ekstremen dogodek. Mediji nas popilajo s tem vsakodnevno. Narobe, vse to je narobe. Zato imam tudi taka predavanja, da malo uravnotežim. Narobe. Velikanska večina ljudi je, to, kar tukaj gor piše, da vam bi še enkrat ponavljal, zmožni. Drugo pa je, v kakšnih okoliščinah živijo, ali to zmožnost, ki jo imajo, tudi uresničujejo ali ne. To je pa drugo vprašanje, to ne pomeni, da jo nimajo. Kako zdaj to govorite, tako se sliši tako enostavno in ne vem kaj. Ne, pa ni enostavno. Ja, ampak po eni strani pa je, zato vam tudi tukaj govorim. Zmožnost za sočutje ima praktično vsak človek. In je enostavno, ja? Zato, ker je to zmožnost mogoče trenirati, če hočete. Možno jo je razširjati, jaz to vsak mesec tukaj počnem, naprimer. Razširjati besednjak.
sočutje, empatija, naklonjenost, ljubezen do drugih in tako dalje. Vi bi samo pozorite, da v 15-6 ne moram imeti, veste? Ja, sorry, jaz moram biti res moram imeti, ker Rekli ste do pol. Ne, do 15 sem rekel, sorry. Sorry, lejte, danes bomo takole preklint abruptno, kot se reče, ker moram ne, sorry, Maša, Ja, okej. danes, res, 15 sem rekel, ampak sem sam kriv, ker nimam Ja, to zanimive teme, kaj? So, ne, ampak to je samo dobro znamenje za naslednjič. Pač nadaljujemo. Ok, no, ajde, hvala lepa. Moramo reči, da še prej uro dajo, a ne? Se mi lahko nadaljujemo, če se želite še pogovarjati. Jana, jaz sem po eno uro, ki je vmisel. Ja, Lejla, zato ste bi meni sorili Seveda.